Čas je, da razkrijeva današnjega glasbenega gosta v tem studiu, namreč Vili Resnik. Vili, zdravo Vili. Pozdravljam Maribor. Lepo zdrav. To ti radio. Tako. Lepo zdrav. Vili, vse po planu danes? Vse po planu, moram reči, je pa včasih mogoče manj naporno in danes je 27. november in tak poseben dan in verjemi, da te zmatra vse skupaj. No? Te zmatra, ne? Veš, ker zmatra že, ko si star, koliko si ti star zdaj, Fras? 12, 23, 34. 34, Vili, vidiš? Ja, prihaja za mano, mislim, ampak, ko bo pa to, kaj jaz, bo pa že v penziji. Bo pa že kar, bomo videli. Ja, dobro, ne bom nadaljeval. Okay, Vili, 30 let samostojne glasbene kariere si praznoval v Cvetličarni, ne? Ne dolgo nazaj. Ja. Ne dolgo nazaj, moram reči tako, res. To moramo vedeti, samostojne glasbene kariere, tako, 30 let. To pa je razlika, ja. Yes. Prej sem bil še pri Poblizani, torej pomeni že 40 let, pa še jaz sem glasbenik od mladih let, ampak 30 let smo praznovali. Osebno moram reči, res neverjetno ponosen na sebe. Ko sem šel na ta nastop tisti petek, sem rekel doma, a Vili, a ti je treba tega, ker je veliko stresa, veliko napetosti, veliko organizacije in še moja, potem smo se vozili pod Ljubljani in rekla, Vili, jaz ne bi šla v Ljubljano, sem rekel, stara, ni, gremo. Ampak seveda potem pride razne komplikacije, moram reči pa, da je bilo na koncu nekaj neverjetnega, to vzdušje teh ljudi, bom rekel, videl sem staro in mlado generacije, ki smo skupaj še žurali oziroma zabavali se in tudi mladi ljudje, in tudi vmes tudi pomembni ljudje in si štejemo čast. Jaz sem dobil občutek, da smo pol metra nad zemljo, ker smo od začetka do konca peli vse pesmi, malo so me presenetili, ker so znali besedila bolj kot jaz. Jaz sem pri eni pesmi celo uporabil papir, ker sem jaz pozabil, ker sem pod stresom. Se zgodi, Ob tej priložnosti bi seveda se rad zahvalil ljudem, da so prišli, kajti s tem, ko so prišli, so naredili vse, kar so lahko in sem jim res hvaležen. No, lepo si povedal. Zelo lepo. Skratka, pol se ta stres pa to vse zbriše. Ja, ampak šele po koncertu, ker do zadnjega, veš, kot pevc, ni enostavno. Razmišljaš vmes tudi, kaj pa glas, kako je z glasom, kje smo. Potem ti naredi blackout in besedilo je šlo. Dobro so oni peli ljudje, da sem gledal usta. Je pa res. Zdaj pa vi. Ja, ne, ampak pazi, jaz pa vedno rečem, ljudje so glavni in meni najlepše, ko oni zapojejo. Če sem pa malo bolj zloben, pa rečem, vi pojete, jaz sem pa kasiral. To je najlepše. Nekaj resnice pa je res. No, ampak ne, res sem jim hvaležen in še danes ne vem, s čim sem si zaslužil, da me tako, ker jaz sem navaden, jaz sem Vili Resnik, tako kot vsi ostali, preprost človek, delam isto kot oni, tudi koplem, bom rekel, vrt in tako naprej, ampak pač mi je uspelo in sem tako ponosen. Še moja, bom rekel, mi je zadnjič, zdaj smo izdali novo pesem, mi je cel popoldne smo se kregali, zato ker nismo vedeli, a bo šlo ali ne bo šlo, ampak potem v enih zjutrih preden smo še spat, pa rekla, Vili, jaz sem tako ponosen na tebe. Lepo. Jaz osebno tega ne znam reči. Ja. Ampak verjamem, ker tudi jaz nisem pričakoval, kaj je tazga. Če sem pošten, pred leti sem računal že, da grem v penzijo. Ampak evo, zgodilo se je to, kar vsi sanjamo, da bi nekako uspeli. Pa saj jaz sem še vedno Vili Resnik. Zdaj malo poznan. Zdaj se moram pa že, ko zgledam, malo nazaj potegniti, ker jaz ko sem Vili Resnik, dio mijo, to pa že ni več pošteno. No? Ja, so drugačni časi, ne? Zdaj si lahko povsod. To je res, zato mi je kar malo dolgo časa, nekaj časa nazaj mi moja rekla, dej Vili, a se boš kaj reklamiral, vsi se reklamirajo, ti pa nič, ampak kaj čem napisati, kako sem, ne vem, presvezne stvari mi je tudi, veš, sem tak letnik, da mi tega nismo imeli takrat, da je to zdaj prišlo na novo. In ta mladina je lahko zelo agresivna in oni to vladajo. Jaz pa kot stari prdec težko to prenesem in gledam, kaj če. Ja, res je. In se moraš naučiti navaditi. Ja, je, drugače je, veš, ja, danes so vsi influencerji, sem prej rekel, zakaj ne hodim določene stvari, zato ker priznam, ne poznam vsega. Mi smo se poznali, ker smo bili dolg časa na sceni, pa smo bili skupaj, smo se družili, zdaj pa to ratalo čist iz dneva v dan se spreminja vse. Ampak je fajn mladim prepustiti malo vajeti, ne? Pokaže, kaj znajo, evo pa imaš 7 tažnih intervjujev. Jaz vedno rečem, seveda na mladih svet stoji, ne, oni malo pojejo.
Samo je pa nekaj res, mladi so zelo hitri in imajo mogoče še mali hit in potem je že cel svet njihov. To pa jaz nikoli nisem dobral, ker veš kaj, za vsako stvar se treba fino boriti in delati. In jaz sem pa tak, da mogoče zato, ker sem tako star in spoštovati konc koncev. Sem začel glasbeno kariero, vem, smo benča sreče, benč, to je pevc, ne, pa te stare prce, konc koncev tudi Agropop. En pevc je rekel, ne? Kot da ne vemo. Veš, to je eno. Za druge generacije, zato, ne, ampak jaz sem to vedno spoštoval, sem se predstavil, roko dal in tako naprej. Danes tega ni več. In so drugi časi, pa moramo vzeti to v zakup, čeprav mene malo časi kar špikne, pa če pozdravim, pa da me ne odzdravi, pa še kaj pozdravim, stari potem pa začnem že mukati. Pomeni, da sem kar zoporen. Se prav. Ja, malo. Vili, omenil si vrt, da vrtnariš tudi. Tudi vse. Kaj ti najbolj ratuje? Loš verjam, ampak ne vem, a imam en velik kmet, imam srečo in vse raste. Zdaj ne vem kako, samo od sebe. Je pa res, da pa gledam ta stare, vedno opazujem. Preko. Ja, ne, veš kaj, gledam, kaj hodim okrog in malo na sprehod, vse gledam ta stare, kdaj je kaj, ker res nič ne vem. Kdaj treba škropiti, kdaj treba kaj obrezati. Stari, to vsi vejo, da starejši vejo vse, jaz se pa učim. Lepo. Vidiš, in ne uporabljaš umetne inteligence, ki bi ti povedala, paradajz posadi zdaj. Ja, to Murka je v redu. Ja, zdaj ne vem, kaj se bo zgodilo. Veš kaj, edino dobro, sem probal malo glasbeno gledati, kaj se dogaja s to umetno inteligenco. Vse je super, edino glas še vedno ni tak, kot bi moral biti. Ni še. Tukaj se pa prednosti. Ne vem, kaj bo čez 10 let, ampak zaenkrat... Že čez eno leto, kaj bo, ker to ekstremno hitro gre. Mora biti zelo tiho, ker zaenkrat še ni, upam, da še ne bo tako malo. Ja. Ne vemo. Ne vemo. Pustimo se preseneti, draje. Tako, Vili, danes si tukaj seveda zaradi novega singla Nihče ni sam, ko pada sneg. Ali to drži, ker ne razumem, zakaj, kak ni. Pač, veš kaj, spomnim se, to je pesem, ki govori o tem času, ki prihaja, ko je hladneje, ko zapade sneg, ali pa ko pada dež konc koncev. Ampak bolj hladno je in ljudje se več družimo, ker smo rajš noter. In ta čas je tisti, ko se tudi zbere družina. Eni so pač z enega konca Slovenije in tako, in se združijo. In to nam manjka. Ampak, ko pomislimo, kako je lepo, ko se pa dobimo skupaj, pa kar rečemo, bom rekel, da se pozdravimo, da rečemo kakšno besedo svojo žlahto, svojim sorodnikom, je pa to nekaj najlepšega. Je pa zanimivo, da v decembru bolj se čuti neka ta, kot pa recimo aprila, dajmo se zdaj nas 20 žlahte dobiti. Ne, to je december, čas, ko je veselje, zabava, ljubezen in zato pravim, da je ta pesem prav za ta čas, čeprav smo jo naredili za celo zimo, ker ni samo Božič in tako naprej. Cela zima, jaz zato pravim, ko pada sneg, se lahko tudi februarja pada sneg, na koncu, ko smo žili snimali spot, je tudi sneg zapadel, ker jaz sem rekel, sneg a už prišel, ampak je prišel in ker ponovadi od novembra je zelo, zelo redko, kdaj je sneg. Ampak evo, ko sem priklical, jaz sem v bistvu kaj en tak mesija. Ne se heca, da je nam spadl. Ne, mi je bilo fino, smo imeli srečo, pa rečem tako, dobre ljudi tudi sreča spremlja. Ja, imaš prav. Seveda jaz predlagam, da prisluhnemo komadu in se vrnemo čez dobre 3 minute. Torej, Nihče ni sam, ko pada sneg. Vili Resnik na Totem radiju premierno danes. Nihče ni sam, ko pada sneg. Vili Resnik, nov komad. Jaz moram reči, da mi prav paše. Ja, vnula je. Ni božičen, je pa taki fajn. Je pa taki, da bi se sredo pa požrl 3 kile francoske, pa smil seveda zraven. Vesel sem, da nam je ratala taka pesem, ki kaže preprostost življenja. To druženje, to veselje in te ljudje, ki so bili tam, v bistvu so bili statisti, najemni, pač igravci in so res dobro odigrali, ker smo mi prišli noter z bendom, kaj pa zdaj, se slovenega ne poznamo, kako bomo mi to zdaj zaigrali, ampak na koncu je res ratalo dobro s to ekipo, ki delam že vrsto let in vesel in ponosen, Roke napisal tako lepo besedilo, govori o življenju, predvsem ta vers, ko je
nihče ne objame bolj od očeta in mame. To je tisto, kar je res. Lepo. Jaz sem veliki pristaš familije in jaz to zelo spoštujem. Mogoče zato, ker jaz sam nisem imel familije, oziroma oče bil ločen in tako naprej, tako da to izpostavljam in to je to, zakaj živimo. No. Zdaj pa reče, da sem pa zmešan, ampak meni pa to všeč. No. To je super, pa veš, koliko ljudi se najde v tem in si lahko to lepo miro za svoje. Jaz sem tudi rekel, nič kaj posebnega, nič filozofirane v zgodbi, ne življenje pokaže svojo preprostost in tisto, naprimer, kar na začetku una gospa starejša zaopije na svojega kao moža, ne poje se, čak da pridejo, povejte mi, ni tako. Pravljaš, ob 3, ob 5 pridejo in ti bi že si je lačen, da da bi vzel pa ti reče tvoj, pust, to je življenje. No in zdaj, če že govorimo o hrani, tudi Tomaž je omenil francosko, kaj pa se tebi najbolj zalušta, tak? Božična večerja, recimo. Je francoska ali ne? Ja, mora biti, te stvari pa res ne obvladam, ampak moje pa vedno naredi, zdaj očitno je to res tista hrana, ki paše zraven in seveda še dober zrezek. Predvsem je pa, veš kaj, zdaj bom pa rekel čez nekaj neumestnega, ko je Božič, sem jaz doma. Ja. In takrat počivam. In za mene je to največ. To je za mene velik praznik. Bom rekel, da lahko počivam. Tako. Da, če pogledam glih za Božič, ne sej pazi, pa prije ta december je zelo, zelo naporno in te zmatra in si želiš še dan biti doma. No? Ja. Tako. In takrat torej tudi letos pester december. Za Vilija Resnika. Ne samo za mene, mislim, da vsi glasbeniki, da se je zdaj nekako, da so se ljudje kar razživeli in radi imajo zabave. December za mene je naporen, vsi pravijo veseli december, meni je pa ubijalski december, ampak rečemo, da je to del življenja, pa rečemo tako. Je pa res, da te prekinjam, da bo januar za tebe vesel, za ostale pa niti ne tak. Ne. Za njih bo depresija, pa ne, pazi, tudi jaz sem se veselil januarja, pa vam moram povedati, da je že poln, da se ne bom veselil. Ja. Ampak čakam, veste kaj čakam, počitnice zimske. Takrat pa smo res skupaj s familijo, pač to je življenje. Ko si enkrat, ko bom rekel, poznan, potem seveda hočejo vsi, da prideš in da si z njimi da in da žuraš. Ja, nimaš mira. Veš kako, sej glasbenik biti je lepo, ampak težko, ker včasih pride tudi, ko padeš dol. Ja. In se treba pobrati. In ni vedno samo potica, to je življenje, enkrat gor, enkrat dol in tak je to. Wow. Torej, praviš, da je december poln, te lahko slišimo kje, blizu v kratkem? Ali? Veš, bom rekel, zdaj smo na Totem Radiu, pa Maribor. Želim si, da pridem tudi enkrat Maribor, ker vem, da so kle ljudje preprosti in znajo uživati. Drugače, na tem koncu sem zdaj tukaj v okolici, tako da preveč vsega, da bi karkoli izpostavljal. Predvsem bom pa rekel tako, za novo leto sem pa seveda v Ljubljani. In že lansko leto smo naredili en tak dober nastop, na katerem je bilo mogoče sicer nabito polno, preveč, res je bilo ljudi in odziv. Jaz se vedno rečem ljudem in pokažem, da smo vsi enaki. Pustimo, da sem jaz kao Vili Resnik, jaz sem takšen, kot so oni. In meni je to najlepši in da oni pojejo z mano, to je pa njihovo darilo meni. In to je to. Evo. Torej, tebi je težko v decembru, ampak ljudje so veseli. Ljudje so veseli in da skupaj zapojemo, Dio mio, koliko je fino, da še oni zapojejo. Naprimer, ko je tista višina, ko si na tleh, oni pojejo. Jaz sem dal mikrofon in prešparam glas. Tako in malo počivaš. Ne? Tako je. Mogoče kaj spijemo mes, da se bo veseli kakšno vodo, da je to. Tako da to je življenje. Odlično. Danes pa je 27. november. Vili, jaz vem, da si ti mislil, da mi ne vemo, ampak danes je poseben dan. Med tem, ko ti govoriš, se bo Fras odstranil iz studija. Fras ima... Namreč, Vili, danes praznuješ rojstni dan. Ne vem, zakaj si na vsak način, jaz sem videl, da ti misliš, da mi ne vemo, ampak glej, imamo tukaj zate neke malenkosti, eno fino klobaso, od Fin Gušta, eno veliko klobaso, majico tega radia noter, L smo ti dali, ne vem, lahko pol zamenjaš, če ti je slučajno prevelika, premala, in pa zraven sodi seveda kot vedno tudi premium VBO zobna ščetka, prav tako mariborska zobna ščetka. Ja, se pa si spomnim še,
Lejte, tako bom rekel. Tako da nekaj malega, Pa vse najboljše. pa vse najboljše, Vili. Hvala vam. Ne bom ti pela, ker si ti pevec. raj- ni bilo. Ja. Kot ti mi rekel, jaz sem si želel, da ne bi, veš kaj, vsi imajo rojsten dan. Vsi smo pač samo ljudje, imamo rojsten dan. Zdaj, dobro, jaz sem malo poznal in potem se to seveda da. Ampak že zjutraj sem se pelil na Štajersko, sem slišal eno radijsko postajo in Vili Resnik praznuje rojsten dan. Toliko let, stari, jaz mislim, da se ogreznam. Ampak dobro je, hvala vam za pozornost. Tako. Jaz vam pošteno povem, jaz nisem drugačno pozoren, jaz vedno grem krmim. Ne vem niti, kdaj ima kdo kaj. Pa tudi to je ok. Ja, Hvala vam, bom z veseljem pojedel tole, posebej danes. Ja, ker veš, kako je zanimivo. Imam še nekaj pa za zdaj in bom prišel ob 5 domov, ob 6, malo prečesto pridejo pa že prijatelji, gostje domov. Veš, kaj mi je rekla moja, že včeraj rekla, Vili, a lahko še bolj zaserješ rojsten dan, stari? Ja, glej, zdaj pa ti lahko prideš domov, pa rečeš, pokažeš klobaso, kdo je zdaj zasral. Ne bo rekla, jaz sem rekel, stari, jaz sem se boril, da sem to dobil. Tako, in to, kaj sva mi dva kupla v trgovini, kaj je na mizi, lepo pospravi hladilnik, pa to gor nareži. Kaj to, rekel stari, to je štase, konca, proti radio, dio mio, veš, kaj je to? Štajerska klobasa, zdaj češ lepšega. Vili, hvala ti še enkrat, da si na rojstni dan vzel čas in prišel sem, da ti mi dva gnjavima tu. Komad smo predstavili, nihče ni sam, ko pada sneg, dajte pogledati spot tudi na YouTubeu, že seveda vse za koncerte, pa to pa verjetno tudi na družbenih omrežjih, povsod piše vse. Evo, Vili, hvala lepa še enkrat. Hvala lepa totemu radiju in vesel sem, da vrtite tudi slovensko muziko, da to poveličujete, kar je prav, bodo ponosni, ker so to, kar smo. Hvala vam iz srca, več ne moram reči. Evo, lepo si povedal, Vili, hvala lepa še enkrat, pa pridi še kaj, ne? Bom, sem stari, ne mi dati vode več.